Pozdravljeni! Aljaž je sedaj zaposlen na ministrstvu in skrbi za področje računalniške opreme. Šef ga obvesti, da bo sodeloval pri pripravi dokumentacije za postopek javnega naročanja. Cilj takšnega postopka je vedno izbrati najboljšega ponudnika, v našem primeru podjetje, ki bo pripravilo celostno grafično podobo ministrstva. Aljaž prične s pripravo tehničnih specifikacij in se spomni na prijateljevo podjetje 3xDOO, ki bi lahko izvedlo takšno naročilo. Zato ga pokliče. Janez tu, prosim. Janez, zdravo. Aljaž tu. O, zdravo, kaj bo dobrega? Zate imam nek posel oziroma ti ga lahko uredim. Ti dobiš posel, jaz pa popoldansko delo pri tebi. Te zanima? Povej. Aljaž pripravi tehnične specifikacije razpisa na način, da najbolj sovpadajo z zmogljivostmi podjetja 3xDOO. Med razpravo članov komisije za javno naročilo, v kateri sodeluje tudi Aljaž, ta dodatno brani izbiro Janezovega podjetja. Ocenjujem, da je ponudnik 3xDOO najboljši ponudnik, saj ima točno takšno strokovno opremo, ki je potrebna za pripravo celostne grafične podobe. No, ti kot informatik boš že vedel, saj si ti pripravljal tehnično specifikacijo, a ne? Ja, saj ste me med drugim tudi zaradi teh znanj zaposlili. Aljaž komisijo prepriča, da je ponudnik 3xDOO najboljši ponudnik, saj ima točno takšno opremo in znanja, ki so potrebna za izvedbo dela. Podjetje 3xDOO je tako izbrano na razpisu. Janez in Aljaž se usedeta k delu. Skladno z dogovorom za svoje delo Aljaž prejme sprotna plačila. Projekt zaključita, Janez pa predstavi novo grafično podobo ministrstva. Aljaž ob koncu projekta podvomi v svoje odločitve. Ali sem v teh okoliščinah sploh smel delati pri Janezu? Sem smel sodelovati v komisiji za izvedbo javnega naročila? Tako spraševanje je sicer pravilno, je pa malo pozno. Aljaž bi se moral izogniti nasprotju interesov, zlorabil je notranje informacije in priredil specifikacije na način, da je ponudnik 3xDOO z lahkoto izpolnil vse pogoje. V organizaciji niso poskrbeli za notranji nadzor in niso zagotovili objektivnosti izbire, s tem, da bi preverili morebitne povezave med člani izbirne komisije in kandidati. Aljaž je v pričakovanju koristi vplival na odločitev komisije. S tem je prijatelju zagotovil posel, sebi pa popoldansko delo pri njem in zaslužek. Oba sta ravnala koruptivno.